Dober dan, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Veseli me, da ste se odzvali našemu vabilu, kajti danes mi vam radi predstavili zares aktualne številke o položaju na trgu dela. Prav zato sta danes tukaj z mano vršilka dolžnosti generalne direktorice, gospa Lučka Žižek in njena namestnica Mauricija Batič. Pa bi kar takoj uvodoma predala besedo gospe Lučki Žižek, da nam predstavi zadnje aktualne podatke o gibanjih na trgu dela. Hvala lepa. No, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Želim vam en lep dober dan. Kot smo že dejali, nekako v gibanjih bomo govorili v nadaljevanju. Vsekakor pa ne glede na to, da nas strokovnjaki učijo, da moramo ves čas biti zazrti v prihodnost, vendarle menim, da je pomembno, da si nekoliko vzamemo tudi časa in pogledamo, kaj se je zgodilo v preteklosti, saj to pravzaprav lahko pomeni neko osnovo za boljše odločanje in boljše delovanje v prihodnosti. In kot smo večkrat že poudarjali, glavnino našega dela v lanskem letu smo namenili pripravam in uveljavitvi novega zakona o urejanju trga dela, ki smo ga s 1. januarjem letošnjega leta začeli tudi izvajati. Zakon o urejanju trga dela je pravzaprav napisan precej tudi z evropskimi komponentami, saj pravzaprav uvaja princip varne prožnosti in pa seveda tudi vseživljenjske karierne orientacije, ki v končnem pomeni vseživljenjsko učenje. Zdaj, če pogledamo samo varnost, zakon pravzaprav podaljšuje prejemanje denarnega nadomestila za starejšo populacijo, se pravi za tiste, ki so starejši od 50 na 19 mesecev in tiste starejše od 55 na 25 mesecev. Izjemno pomembna pa je tudi vsekakor ta sprememba, da lahko denarno nadomestilo pridobijo tisti, ki so bili zaposleni 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih, kar pravzaprav mislim, da je to zelo dobro za mlajšo populacijo in pa seveda za tiste zaposlene, ki delajo pretežno za določen čas. In teh je na našem trgu dela kar veliko. Poleg tega, če pogledamo na segmentu varnosti prejemkov iz pravic do denarnega nadomestila, se je tudi najnižje nadomestilo dvignilo na 350 evrov in s tem seveda tudi trikratnik tega nadomestila, ki je najvišji možni denarni prejemek. To je pravzaprav na segmentu varnosti. Na segmentu prožnosti pa pravzaprav sam zakon o urejanju trga dela uvaja veliko novosti na vseživljenjski karierni orientaciji. Vseživljenjska karierna orientacija je storitev, ki je v zakonu zelo natančno opredeljena in ki je pravzaprav postala naša strateška usmeritev za nadaljnje delovanje. Zavod si je kot strateško usmeritev zadal, da postane osrednji izvajalec vseživljenjske karierne orientacije na našem trgu dela. To pa pomeni, da bo seveda deloval povezovalno v tem duhu, da pravzaprav poveže vse inštitucije in vse akterje, ki na tem segmentu delujejo, in da bo s tem prispeval in pripomogel k temu, da bo vseživljenjska karierna orientacija, kar pomeni vseživljenjsko učenje in v nadaljevanju seveda, kar je za posameznika najpomembnejše, načrtovanje kariere, postala kompetenca, ki se bo začela razvijati že v vstopu v šolski sistem in bo trajala v vsej aktivni življenjski dobi. Tako da pravzaprav naš zakon z tem razvojem karierne orientacije daje veliko možnosti brezposelnim osebam in s tem, ko je bila odpravljena tudi rezidenčna prisotnost, se pravi tista 3-urna obvezna prisotnost na domu, odstranja neko mogoče tudi kot zaznano oviro za veliko aktivnost in uspešno uporabo in izrabo pripomočkov, ki so brezposelnim osebam na voljo. Kar se tiče vsekakor delodajalcev, so se z novim zakonom odstranile tiste zadeve, ki so bile prepoznane kot administrativne ovire. Ni več potrebno sporočati potreb po pogodbah o podjemnih in avtorskih
pogodbah, potem jim pravzaprav ne bo potrebno več izpolnjevati letne ankete o zaposlovanju in pa same potrebe po delavcih. Za potrebe po delavcih so dolžni sporočiti prijavo, same objave, način objave, prostor objave pa je odvisen od njihovih želja in njihovih potreb. Kar se tiče samega zavoda, čisto najpomembnejše se nam razširja število uporabnikov, kajti v zakon je opredelil na novo tudi iskalce zaposlitve, se pravi vsak, ki si želi naše storitve in naše pomoči, se lahko po novem prijavi v evidenco zavoda. Seveda pa je vsekakor zavod v lanskem letu veliko pozornost namenil svojim lastnim sodelavcem, kajti usposobiti in izobraziti vse naše sodelavce v novem duhu ni ravno enostavna zadeva, zato smo si pripravili komunikacijski načrt, po katerem smo izvedli 15 izobraževanj, splošnih izobraževanj iz zakona o urejanju trga dela po celi Sloveniji. Teh usposabljanj so se udeležili vsi sodelavci, nekateri celo večkrat, poleg tega pa so istočasno potekala tudi strokovna usposabljanja po posameznih strokovnih področjih in izvedena so bila usposabljanja vsa z našim lastnim kadrom, predvsem z našimi vodji. Lahko rečemo, da pravzaprav so vsi naši zaposleni bili močno vpeti v priprave in v izvajanje samega zakona, s tem pa seveda lahko tudi rečemo, da po 1. januarju že beležimo prve prijave iskalcev zaposlitve v našo evidenco in da pravzaprav tudi tukaj postopki tečejo nemoteno. Poleg tega smo seveda skupaj sodelovali z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve pri pripravi vseh pravilnikov, podzakonskih aktov, ki so seveda potrebni za izvajanje zakonodaje. Uredili smo naš internet, pripravili vse aplikacije in pa tudi informativno gradivo bo v kratkem zagledalo luč sveta, je pa že pripravljeno. Poleg tega smo v lanskem letu čisto na novo do junija prenovili naše spletne strani, naš internet in po odzivih naših uporabnikov so z njim zelo zadovoljni in v glavnem beležimo pozitivne učinke. Poleg tega smo uvedli 2 novi elektronski storitvi za brezposelne in sicer elektronsko prijavo v evidenco brezposelnih oseb in pa elektronsko vlogo za uveljavitev denarnega nadomestila. Uvedli smo tudi elektronski vpogled v vloge za delovna dovoljenja, tako da vsi, ki vlagajo za delovna dovoljenja, točno vejo, v kateri fazi se njihova vloga nahaja. Odprli smo tudi infotočko za tujce, za migrante, kjer jih pravzaprav seznanjamo z življenjem in bivanjem in možnosti delovanja na našem slovenskem trgu. Smo še kaj? Seveda, izvedli smo 22 posvetov z delodajalci. V zadnjem obdobju smo večino tem posvetili seznanjanju z novim zakonom. Prav tako smo izvedli 16 zaposlitvenih sejmov in pa začeli smo s prenovo doktrine dela z delodajalci, iskalci zaposlitve in brezposelnimi osebami. Lansko leto smo potem zaključili številko 110.021 brezposelnih oseb, kar je seveda nekoliko višje kot pa decembra 2009, 13% večje število brezposelnih, s tem, da se je pa v samem decembru lanskega leta prijavilo več kot 14.700 brezposelnih oseb, kar je pravzaprav izjemno veliko in je nekje na oktobrski ravni. Med samimi brezposelnimi osebami, ki so se prijavile v decembru, je pravzaprav bilo pa na drugi strani tudi kar precej zaposlitev, 4700, kar je pa pravzaprav 20% več, kot je pa bilo teh zaposlitev v decembru 2009. Tako da ugotavljamo, da pravzaprav kljub povečanemu številu so trendi zaposlovanja ugodni, saj smo v celem letu zaposlili več kot 57
57,000 brezposelnih oseb, kar je prav tako za več kot 17% več kot v preteklem obdobju. Temu je seveda tako zato, ker so pravzaprav povpraševanja na trgu dela prisotna, kajti tudi število potreb, ki so jih oddali delodajalci, je bilo višje kot v preteklem letu in tako v nadaljevanju pričakujemo, da se bo ta trend povpraševanja po delovni sili še nadaljeval, predvsem pa računamo, da se bo nekje brezposelnost potem gibala v naslednjem letu v povprečju nekje 105,000 brezposelnih oseb. Največ povpraševanja pričakujemo v predelovalni dejavnosti, v farmaciji, v medicini na vseh izobrazbenih nivojih in pa v gostinstvu in turizmu, ko bo ponovno začela dejansko pomladanska in pa poletna sezona. Tako, toliko je bilo na kratko, pogleda malo za nazaj, pa malo za naprej. Zelo pomembno področje našega dela je seveda tudi izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja in zato bi kar Mauricijo Batič prosila, da nam nekaj temeljnih poudarkov poda tudi iz tega področja. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Aktivna politika zaposlovanja je vsekakor zelo pomemben nabor nekih ukrepov, ki prispeva k večji zaposljivosti iskalcev zaposlitve, k večjemu zaposlovanju in seveda, kadar so vanjo vključeni zaposleni, tudi k večji konkurenčnosti samih podjetij. V lanskem letu je bilo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja veliko število vključitev, preko 77,000, od tega več kot 50,000 brezposelnih oseb in tudi več kot 6,000 zaposlenih. Pri zaposlenih gre za to, da so se usposabljali na raznih tečajih za neka osnovna znanja na področju jezikov in računalništva, to so konec koncev kompetence, ki jih zahteva skoraj vsako delovno mesto. Prej je bilo govora o tem, da je bilo lansko leto v smislu zaposlovanja brezposelnih zelo uspešno. Konec koncev 17% več zaposlitev kot v letu 2009 je dober rezultat. To kaže na neko dinamiko na trgu dela in k temu rezultatu je zagotovo prispevala veliko aktivna politika zaposlovanja. Od vseh teh vključenih v lanskem letu, podatke o zaposlitvah imamo do konca novembra, se pravi, da niso še dokončni, je bilo kar 27,000 zaposlitev, pa ne si bo subvencijami za zaposlitev, javnimi deli, subvencijami za samozaposlitev in tudi na osnovi pridobljenih znanj v raznih oblikah institucionalnega usposabljanja ali pa tudi drugih motivacijskih oblikah, ko gre na nek način za učenje veščin nastopanja na trgu dela. Po eni strani pomeni to, skoraj polovica vseh zaposlitev je bilo na nek način s pomočjo ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Če pa pogledamo število vključenih in potem izhodov v zaposlitev, je pa ta odstotek še večji, je 54%. V lanskem letu mislim, da velja izpostaviti tudi to, da je Zavod izvajal 2 interventna zakona, ki sta dejansko blažila krizo in predvsem preprečevala prehod v brezposelnost. V ta 2 zakona, ki je bilo lani pravzaprav že veliko govora o njih, gre za delno subvencioniranje polnega delovnega časa in povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo. Je bilo vključenih več kot 80,000 zaposlenih in ocenjujemo, glede na to, ker stalno spremljamo učinke, koliko se pravzaprav pojavlja v naših evidencah od teh, ki so bili vključeni v
ukrepe, da smo ohranili najmanj 25.000 delovnih mest. Ocenjujemo, da so bili ti ukrepi tudi, kar se nam zdi zelo pomembno, pravočasni oziroma zelo hitri. Mogoče bi na koncu izpostavila samo še nekaj aktualnih razpisov, ki so za pospeševanje zaposlovanja oziroma povabil. Eno od teh je program Zaposli me, ki mislim, da se je že zelo uveljavil in da ga delodajalci in tudi kandidati za zaposlitev zelo dobro spremljajo. Potem ponovno je aktualen razpis Absolvent, aktiviraj in zaposli se. V lanskem letu je bil odziv na ta razpis nekoliko nižji, letos smo pa pravzaprav zelo zadovoljni. Včeraj je bilo prvo odpiranje, bilo je 45 vlog za 54 delovnih mest. Tako da očitno nekako rabimo čas, da tudi te programe sprejmemo in mislimo, da bojo zdaj dejansko diplomanti dobili novo priložnost, da se vključijo k delodajalcem že pred zaključkom študija. Aktualen program je seveda tudi usposabljanje na delovnem mestu. Vključitev je veliko, pa ne samo vključitev, je dejansko tudi zelo veliko zaposlitev na osnovi tega programa. V pripravi, v fazi potrjevanja, ker bo financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada, je tudi nov program subvencij, ki bo pospeševal zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih, invalidov, pa tistih, ki so bili vključeni v javna dela v preteklem letu. Sam program javnih del je pa ta hip v nekako zaključni fazi odločanja o vlogah. Mogoče bi samo še to izpostavila, ne gre sicer za programe aktivne politike zaposlovanja, niti jih ne izvaja zavod, ampak za pospeševanje zaposlovanja zlasti teh ciljnih skupin starejših in mladih obstajajo tudi davčne olajšave znotraj zakona o dohodnini oziroma davku na dohodke podjetij. Tako da bomo v tem letu na teh posvetih, ki jih načrtujemo z delodajalci, pravzaprav tudi te druge oblike zelo promovirali, da bo ta obveščenost boljša. Mogoče toliko na kratko. Hvala. Super, hvala lepa obema. Toliko je bilo z naše strani. Izvolite, imate vprašanja. Ja, vprašanje se nanaša na ta dva ukrepa interventna, ki se zaključujeta v letošnjem letu in omenili ste, koliko delovnih mest ste rešili na ta način. Mene pa zanima, koliko zdaj ocenjujete, da bo vendarle prišlo v odkrito brezposelnost ljudi, ki več ne bodo več v teh ukrepih, ne, podjetij. Ja, zdaj, kar smo sproti spremljali, je bila ta številka nazadnje okrog 4.000, da so se prijavili na zavodu, ampak smo tudi spremljali seveda v drugi obliki, kolikih pa je ostalo na zavodu, je večina oziroma približno polovica njih tudi našla že drugo zaposlitev. Ne. 4.000 od tistih, katerim se je ukrep iztekel, je prišlo potem? Ja, ko smo to spremljali, ampak tudi očitno so najdli že drugo novo priložnost. Seveda bomo pa spremljali. Imate evidentiranih na zavodu 4.000? Prav so tako najdli naprej? Ne vsi, ampak polovica približno jih je našla. 2.000 jih je najdli. Ja. No, ampak leto se izteče vsem 80.000, ne? V bistvu se je že kar večini izteklo, trenutno vključenih samo še 12.000, od tega drugega čakanje na delo, subvencija plače, ne? Da ne pričakujete, da bi se iz tega naslova brezposelnost bistveno povečala? Ne. Lahko meni zdaj, če se naveže na to vprašanje, recimo letos je bilo okoli 100.000 povprečna brezposelnost, naslednje leto 105.000 povprečna brezposelnost, prav še vedno narašča. Zakaj? Zakaj? Verjetno to na vseh podobnih skupih slišite, da se trg dela odziva z nekim zamikom, ne, na gospodarstvo. Tako da v naslednjem letu dejansko pričakujemo, zlasti zdaj v januarju, še kar
nov priliv brezposelnih in to običajno ponavadi, ko se izteka zaposlitve za določen čas decembra. S tem, da letos je verjetno še ta razlika, da je gradbeništvo pač v določenih težavah in pričakujemo tudi nekaj 100 priliva iz teh podjetij, ki so v stečaju. Včeraj je bilo eno v Trbovljah že prijava in tako. Ja, Igor, izvoli še ti. Tako bi vprašal, se pravi, za letos pričakujete 105 tisoč v povprečju brezposelnih, neprijavljenih na zavodu. Zdaj januarja, se pravi, decembra je bilo 110 tisoč, to pomeni, da se mora nekje trend začeti obračati in da bo prijavljenih brezposelnih manj. Kdaj ne bi se ta trend začel zniževati, da bomo lahko prišli do 105 tisoč povprečno brezposelnih? Ja, trend se običajno in prepričani smo, da bo tudi v tem letu tako, oziroma povečano zaposlovanje se začne v marcu, aprilu, maju. V tem obdobju, potem čez poletje nekoliko manj, potem pa ponovno v jeseni. Se pravi, da računamo nekako najnižje število tam poleti, verjetno julija, avgusta. Tudi po napovedih Umarja smo gledali, da se bo trend rasti potem ukrepil v naslednji polovici leta. Tako da računamo dejansko na povečano povpraševanje po delovni sili in s tem seveda mi potem lahko tudi zmanjšujemo število brezposelnih. Andreja. Še eno vprašanje. V zvezi z tem novim zakonom, ki je pač povečal varnost, prožnost pa bistveno manj. Me zanima, glede na to, da zdaj tudi ministrstvo napoveduje še nadaljne reforme trga dela, kjer bo verjetno šlo tudi v drugo smer, me zanima v glavnem, delodajalci še vedno tarnajo, ne najdejo ljudi, ne prijavljajo se jim na razpise, kljub temu, da je toliko brezposelnih. Zdaj na drugi strani ste pa še povečali v bistvu to varnost, še podaljšali čas prejemanja nadomestil za nekatere, še povečali znesek, ki ga lahko nekdo dobi, pa seveda potem je manj zainteresiran za delo. A je to prava pot, po vašem? Direktorica odgovori. Ja, na segmentu... Delodajalce namreč ni, se mu nihče ne javi na razpisu oziroma na povpraševanje, nihče ne pride. Če želimo zagotavljati prožno varnost, potem moramo seveda zagotavljati najprej varnost, da so potem lahko delavci oziroma kandidati, ki iščejo zaposlitev, bolj prožni. Kajti strah je tisti, ki nas večinoma blokira. In dejansko mislim, da če smo na eni strani zagotovili varnost, potem bomo na drugi strani zagotovili tudi prožnost, saj sem vam nekje tam v uvodu veliko govorila o vseživljenjski karierni orientaciji in o razvoju pravzaprav načrtovanja lastne kariere. In to je pravzaprav tisto, kar bo vsakega posameznika nekako zmotiviralo in pravzaprav tudi pripeljalo do tega, da sam aktivno išče svojo rešitev svojega problema in svoje zadrege. Se pravi, da bo znal uporabljati vsa orodja, da se bo naučil izkoriščati storitve, ki so mu za ta namen na voljo in s tem bo seveda poiskal priložnosti za razvoj svoje lastne kariere. Mogoče samo še to. Verjetno nekaj delodajalcev tako ocenjuje situacijo, ampak po drugi strani, če je bilo lani 57 tisoč zaposlitev, si lahko predstavljamo, koliko je to, ne pomeni, da ljudje niso pripravljeni delati. Teh 57 tisoč lahko poveste, koliko je bilo samo zaposlitev s pomočjo subvencij? 5133 ali nekaj tega. 43. Ja, se piše. Jaz imam vprašanje. Zapisali ste, oziroma v zadnjem mesecu je veliko starejših ljudi se prijavilo na zavodu. Pa me zanima, imate podatek, koliko ljudi se je v zadnjih 2 mesecih prijavilo na zavod z željo, z interesom, ko čakati na zavodu pogoje za upokojitev, kar omogoča spis.
Mi zdaj govorimo o prijavi v evidencijo, ne, se pravi, verjetno vas zanima, koliko ljudi, ki so starejši od 55 let, to smo mi sledili, ne, to je tisto, kar mi pravzaprav lahko tudi uradno sledimo, in starih več kot 55 let se je v našo evidenco v zadnjem mesecu, decembru, prijavilo 5040. V celotnem letu pa 13728. Z letom 2009. Z letom 2009 pa to pomeni, da se jih je v letu 2009 skupaj prijavilo starejših več kot 55 8457, letos pa 13728. 5000 je razlike. Še kaj poveste o brezposelnosti visoko izobraženih? Mislim, da se spreminja s časom tako. Pa kakšno napovedi bi se tu? Zdaj visoko izobraženi v zadnjem času, ne tako kot se pač vse skupine številčno povečujejo, se tudi ti. Dejstvo je pa, da je pravzaprav nekako vedno ista situacija glede samih poklicov oziroma smeri izobrazbe, ne pač družboslovci nekako težje najdejo rešitev. Prav zato recimo smo tega absolventa, pa tudi ga tako zelo promoviramo, da bi nekako utrli pot čim več mladim do delodajalcev že prej. Pa tudi, kar sem prej omenila, zelo na hitro, oziroma te razne davčne olajšave, pa tudi v pokojninski zakonodaji je predvidena, čeprav zdaj še pa zakon ne velja, je tudi za pospeševanje zaposlovanja prav mladih. Morda bi še nekaj tukaj dodali, mi se zavedamo, da je brezposelnost mladih pereč problem, ampak kljub temu opažamo po naših podatkih, da se v bistvu mladi vendarle zaposlijo približno 2,5-krat hitreje kot ostali brezposelne skupine. Tako da kljub temu neka fleksibilnost tukaj je in so pač mladi bolj zaposljivi, lahko zaključimo. Pa bi lahko kaj napovedali, kako bi vplival ta zakon o malem delu na trg zaposlovanja? Kaj bi doprineslo? Zakon o malem delu je lahko ena priložnost tudi za naše brezposelne osebe. Saj pravzaprav nam zakon o urejanju trga dela dopušča brezposelni osebi, ki prejema denarno nadomestilo, da lahko ustvarja dohodek do 200 evrov, brez da se mu denarno nadomestilo zniža. Tako da pravzaprav je verjetno lahko tudi ena oblika aktivacije brezposelnih oseb. Mogoče še to, zagotovo bi, ocenjujemo, uveljavitev zakona o malem delu pomenila tudi kar nekaj rednih delovnih mest, ker vemo, da je zdaj obseg študentskega dela relativno velik, da potem zakon predvideva določene omejitve, tako glede delodajalca kot tistega, ki malo delo izvaja. In pravzaprav je to, mislim, da glavni cilj tega zakona. Dobro, vprašanja smo izčrpali. Če ni več vprašanj, bi zaključili tudi današnjo novinarsko konferenco. Hvala vsem za udeležbo. Gradivo, tako to, kot tudi vse aktualne informacije najdete na naši spletni strani, tako da vabljeni pobrskajte po njih, kajti sproti objavljamo zares aktualne stvari. Hvala vsem še enkrat za udeležbo in nasvidenje do naslednjič.